Dobro jutro, Pinkie Pie. Pridi po izvod ponijevških odmevov. Fantazitastično! Tako rada beremo o veselih dogodkih in vedno dobro biti obveščen poni, kaj ne? In kaj vse moram vedeti? Ne, meni se zdi to en sam dolg čas. Ti novo grmičeve na grajskem vrtu zveni kot en sam dolg čas? Zeh. Kaj pa zalega para škratov v kupitljavščici je za vrta? To je krasna novica. Ne, novi dan in novo napihnjena zgodba o paraškratih. Rezanci imenovani za uradno hrano Cmeravelj. Avtorica A.K. Jerling je napovedala upokojitev. Volitve v Blačici se pregrevajo za kandidata, ki bi jih rad ohlatil. Kaj? Daj mi, da pogledam. Nisem vedela, da te politika tako zanima, Rainbow. Ne, to! Pa saj ni res. Tudi jaz ne bi nikdar izbrala rezancev za uradno hrano Cmeravelj, pa so kljub vsemu. Ne, Pinkie, ne morem verjeti, da se bo najboljša avtorica in brezčasna skrivna pustolovska poni A.K. Jerling upokojila. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Jerling se je upokojila šele danes. Si prepričana, da želi obiskovalce? Pinkie, A.K. Jerling, ki jo poznam, ne bi odnehala in se kar tako upokojila. Nekaj lahko hudo narobe in preveriti morava, če je z njo vse v redu. No prav. Hej, saj ne nameravaš prepričevati, da bi napisala še kakšno knjigo o drzni do, kaj? Seveda ne. Ne bi pa nič škodilo. No, greva. Mogoče pa ni doma. Mogoče je šla k glavnemu uredniku ponijevških odmevov, da popravijo tiskarskega škrata. Ne, doma je. Kako pa to veš? Ker je tamle in vsa žalostna in sama. Sem vedela, res je nekaj narobe. A.K. Zdaj vzdihuje, kot da nosi vso težo sveta. Zdaj poveša glavo iz čistega obupa. Zdaj stresa s kopitom in preklinja nebesa, ker ne bo nikoli več isto. Zakaj se je zgodilo to njej? Kaj? Ups. Pozabi, tokrat se je le pritegovala. A.K. Midve sva! Rainbow Dash in Pinkie Pie! Tvoji prijateljici! O ne, ti je nekdo spet razmetal kočo in ukradel starodavno skrivnostno relikvijico, ki je ključ do rešitve konjedaje? Izkrivka! Nič mi niso ukradli. Te potem nekdo izsiljuje in te sili upokojitev? Ker če je tako... Ne, nič takega ni. Torej se boš upokojila in odselila? Zakaj bi to storila? Saj sem že vse razložila ponijevskim odmevom. A res? Avtorica A.K. Jerling je včeraj naznanila, da bo naslednji pustolovski roman iz njene priljubljene serije Drzne Du in prekletstvo faraonove grobnice njen zadnji. Jerling se že veseli upokojitve. To ničesar ne razloži. Tule piše, da ne boš več pisala zgodb. Večina ponijev pa ne ve, da si v resnici Drzna Du in da so zgodbe resnične. Torej v resnici praviš, da zdaj ne boš več Drzna Du, da poveš pa zakaj. Seveda, če nočeš govoriti o tem, je čisto v redu, A.K. Kot tvoji prijateljici to povsem razumeva. Kaj ne, Rainbow Dash? Ja, samo prepričati sva se hoteli, da je vse v redu in zato sva hoteli izvedeti, kaj se dogaja. Če vaju res zanima, moja zadnja odprava me je vodila v vas v Južni Konjetaji, kjer sem začela videvati tole. Popolno uničenje. Drzna Do je uničila trg celotne vasi. Drzna ali grozna? Lokalna divjakinja Drzna Du vpletena v strahoten fiasko? Drzna Do je vodila bika v trgovino s porcelanom med drznim pregonom. Vsi, ki sem jim kdaj hotela pomagati, so jezni name. To že ni res. Niso jezni na A.K. Jerling, jezni so na Drzna Do. V Južni Konjetaji ne prodajajo mojih knjig. Tamkajšnji poniji ne vedo, kdo je A.K. Jerling. Poznajo samo Drzno Du in očitno ona dela več škode kot koristi.
Potem pa je še dobro, da je videti drugačno od Eiker Yearling. Torej moramo le oditi tja in razložiti tistim ponijem, da nič od tega ne drži. To je pa ja preprosto. Saj za to gre. Vse je res. Kaj? Vedno sem bila tako osredotočena na reševanje relikvij in zaustavitvi zlikovcev, da nisem pomislila na nared, ki ga puščam za sabo. Potem si pa res v hudi zagati. Zakaj se pa vse to dogaja ravno zdaj? Očitno me imajo poniji končno dovolj, kakorkoli že. Dovolj bo pustolovščin. Uživo in napisanih. Daj no, na vsakega razburjenega ponija je gotovo vsaj 100 takih, ki vedo, da si junakinja. Mislim, da ne, Dash. No, potem pa pojdimo na obisk v to vas Somnambulo in se prepričajmo. Iz teh člankov je popolnoma jasno, kaj si mislijo vaščani. Ampak če gremo tja, ti bodo lahko poniji osebno povedali, kako zelo te cenijo. In kakšen kup gnilih jabolčnih ogrizkov so ti članki? Res mislite? Prepričana sem. Gremo! To je tako cool. Videti je kot vas v tvoji zadnji knjigi, kjer Drznadu reši pogubljeno krono iz rok divje tolpe, ki jo lovi po vsej puščavi. Vse je prav. Celotno poglavje je zasnovano na mojih izkušnjah tu v Somnambuli. Kaj se zgodi? Ne, čakaj, ne povej mi. Mislila sem si, povej mi. Drznadu prepreči Ahuizotlov zlobni načrt, da bi ločil starodavni sestrski kroni. In če ne bi bilo nje, bi bilo območje prekleto z večno temo in celotna Somnambula bi se pogreznila v tla. Ni mogoče, da ti poniji ne bi imeli za junakinjo. Glej to. Pozdravljeni, gospod. Bi mi lahko povedali, kaj o poniju po imenu Drznadu? Slišim, da je carska pustolovska junakinja. Drznado? O, res je carska, ja. Carska je v uničevanju vozov z jabolki in neprecenljivih svetih kipov. Prav res, Drznado je nadloga, ki uniči vse, česar se dotakne. Kaj ne? Drznadu je čisto nasprotje od nadloge. Se sem ti rekla, vrnitev sem je bila napaka. Daj no, Aka. Smo pač izbrali slab primer. To je bil le en jezni ponij. 2 jezna ponja. Saj je vseeno. Ne bi smela iti z vama. Pojdite raje kar domov. Pridi, slediti ji morava. Kaj pa vem. Res se mi zdi, da noče, da jo nadlegujeva. Morava jo prepričati, da jo ponije cenijo. Kot njena prijateljica moram poskrbeti, da verjame v to. Glej, Pinky, to je gostoljubna krčma. Drznadu na svojih pustolovščinah več čas spi tu, kar pomeni, da so tu zagotovo poniji, ki obožujejo Drznadu. Mogoče bodo pa ustrežljivi. Nos mi pravi, naj si postrežem s kolački. Daj no! Kako novel. Prepusti meni. Dober večer, želim, gospa. Sva utrujeni popotnici, ki želiva ponižno poizvedeti o statusu neke skrivnostne kobile, ki je nastanjena tu. O čem se južnja konjetajo pa blebetaš? Je res, da je tu nastanjeno Drznado? Zdaj prav zagotovo ne več. Zakaj ne? Ko sem nazadnje oddala sobo tej lopovki, je tako hitro desla rep, da še računa ni poravnala. Ampak- Potem pa se je prikazala tolpa grobijanov, ki je uničila pol sobe, ko jo je iskala. Očitno je njih razjezila še bolj kot mene. Ne. Narobe ste razumeli. Zakaj tako misliš? Drznadu je hotela vse rešiti pred prekletstvom pogubljene Ksilatijeve krone. In hitela je le zato, ker je morala krono vrniti v tiaro Teotlaleja, preden bi prekletstvo delovalo. 17. poglavje. O njeni 3. knjigi. Meni se zdi to čista izmišljotina in težko bi verjela, zdaj ko vem, da je Drznado podrepnica in ta tica. Vsako leto poniji podarijo dragoceni žaropaz kipu Somnambule v vasi v upanju na dobro prihodnost. In temu božcu je v grlico iz žaropaza Drznado ukradla ravno včeraj.
Drzna Do nam je uničila mesto in ukradla dragoceni žaropaz. In če se spet pojavi, moramo poskrbeti, da sledijo posledice. Vsi, ki se strinjate, pridite jutri k kipu. Zdaj me pa že obtožujejo za stvari, ki jih nisem naredila. Zakaj bi jim kradla? Res so super zlobni. Ampak vseeno bomo prespali tu, ne? Ker sem že pojedla vse brezplačne mini kolačke. Poslušaj, Aka, ko se boš dobro naspala, bomo vse popravile. Obljubim. Ne bi smela biti tu, Rainbow Dash. To že ne bo delovalo. Seveda bo. Saj moram le oditi tja in vsem razložiti, kako zelo se motijo. Ja, in potem bom jaz rekla, tako kot ona pravi. To je pa ja preprosto. Tako je. Tukaj so ostanki našega kipa Somnambule. Zdaj, ko ga je Drzna Do uničila, povejte, kam naj obesimo žaropaz? Saj sploh nimamo žaropaza, ker nam ga je ukradla Drzna Do. Tako je! To se ne dela! To se ne spodobi! Drzna Do nam ne bi nikdar ničesar ukradla in no, prav uničila vam ekip, ampak le zato, ker vas je skušala rešiti pred Ahuizotlom. Ahuizotl, nekako tako velik je, dolg vrat, čisto majhen obraz, čudne kremplje ima na repu. Poznam ga. Res je zloben. Verjemite, če bi jo Ahuizotl popihal s pogubljeno krono, bi pogotnilo vso vašo vas. In to je veliko huje od izgube ušivega starega kipa. To ni bil le ušivi stari kip. Po njej je mesto dobilo ime. Če bi nas rada razumela, moraš najprej razumeti njo. Koga? Somnambulo. Pred davnimi časi je to vas zavzela zlobna sfinga, ki je zahtevala večino njihovega pridelka. Tako kot njeni sovaščani, tudi Somnambula ni imela veliko. Je pa vse, kar je imela, dala drugim, da ne bi izgubili upanja. Sin faraona, princ Hizan, je bil tako ganjen nad njenim sočutjem, da je ukazal, da nihče več ne sme biti lačen. Ko pa se je Hizan uprl sfingi, ga je zver ujela in rekla faraonu, da bo Hizana dobil nazaj le, če reši njeno uganko. Nihče se ni javil, da bi rešil princa. Nihče razen Somnambule. Sfinga je povedala uganko. Najmočneje sijem v temi. Sem tu, vendar sem nevidna. Nič te ne stane, če me imaš. Če si brez mene, te to stane vsega. Ko je Somnambula razmišljala o stiskah, ki jih je preživela s sovaščani, je takoj spoznala odgovor. Upanje, je zavpila. Sfinga je bila tako besna, da se je zdelo, da vseeno ne bo izpustila princa. Zato jo je Somnambula prosila za novi izziv. A če ga opravi, bo Sfinga zavedno zapustila kraljestvo. Sfinga se je hitro strinjala, prosila je le, da Somnambula odkoraka do princa, čez globoko brezno z zavezanimi očmi. Obenem je Sfinga izrekla močen urok, ki je Somnambuli preprečil, da bi letela. A Somnambula ni nikdar izgubila upanja. Vedela je, da bo morala slepo zaupati, da bi rešila princa. Ker jo je vodil zvok prinčevega glasu, je brezno zlahka prečkala. Faraon je vprašal, kako je Somnambula zmagala in razložila mu je, da je vedno upala, da bo izboljšala razmere za svoje ljudstvo in da jo bo vodilo upanje. Princ je zamenjal bisere, ki mu jih je dala Somnambula z nizom žaropaza. In tako zelo ji je sijal na vratu, da je razsvetljeval celotno kraljestvo. Vse odtlej je žaropaz postal naš simbol upanja. Wow, še sanjalo se mi ni, da je ta kip tako pomemben za vas.
Somnambulo je morala biti res krasen poni. A stavim, da če bi bila tu, bi povedala, kako krasna je Drznadu, ker ste se obe borili, da bi zaščitili to mesto. Če bi bila somnambula danes tu, bi obsodila Drznado, ker je uničila naš simbol upanja. Hej, kolega, kaj ti je Drznadu naredila, da si je zaslužila vse to? Samo čisto vse. Doktor Kabaleron? Ja, Rainbow Dash. Ko sem te videl, njeno najtesnejšo prijateljico, sem vedel, da Drznado ne bo daleč. Res ti dolgujem, ker si me vodila naravnost k njej. Saj nisem mislila. Hvala, ker si mi pomagala skrušiti Drznado z uničenjem njenega slovesa, a ne smem ti pustiti, da odideš in ji poveš za moj načrt. Na pomoč! Kabaleron? Ne! Ojej, Rainbow Dash, pridi! Že? Prihajam. Rainbow Dash. Sem vedela, da boš prišla. A res? Jaz pa nisem. Kaj, če spet povzročim težave? Ne boš jih. Kako pa veš? To pač vem. Ne bi pustila, da se kaj zgodi, Rainbow Dash, preveč jo imaš rada. Prav imaš. Kam sta odšla? V piramido! Naj nekdo pomaga! Kje je kdo? Kdorkoli? Pinkie Pie? Drznadu? Sta tu vidve? Ne skrbi, Rainbow, rešili te bova. Če se nisi vdala ob mojem prejšnjem načrtu, Drznado, potem se boš od sramu ob izgubi ljube Rainbow Dash v sluzi. In tista starodavna čarovnija iz legende je prava. V piramidi ne moreš leteti. Vso srečo, Drznado. Prav ima. Ne bova pravočasno prišli do nje. Če je to res kot v somnambulini zgodbi, potem morava le upati, da zmoreva. Mislim, da potrebujeva več kot le upanje, Pinky. V zgodbi je bil most, tu pa ni mostu. Kaj bova naredili? Res ne vem. Toda Rainbow Dash je najina prijateljica. Tako kot somnambula morava tudi midve slepo verjeti in upati, da jo rešiva. Pinky! Sem vedela, da nam bo uspelo. Hvala, ker si me spomnila, da ne smem nikoli obupati, Pinky. Jaz pa malo upam, da me boste odvezali, preden se vse okopamo v mehočkasti zeleni sluzi. Že delava. Ne tako hitro, Kabaleron. Ti si ukradel naš žaropaz! Ti si bil! Dat! Morala bi vedeti, da mi hočeš le oblatiti ime, da bi tako potem lahko ukradel vse, kar si hotel. Seveda je bil tak načrt, Drznado. Najprej sem hotel le žaropaz. Potem pa sem videl priložnost, da te izbrišem iz te zgodbe in to zavedno. In z uničenjem, ki ga puščaš za sabo, nisem rabil veliko, da sem prepričal ponije, da si res prava zlikovka. Motiš se, Kabaleron. In ne bom pustila, da me znova streš, ker ne bom nikdar nehala upati, da lahko ščitim ponije in starodavne zaklade pred takimi lopovi, kot si ti. Ne pozabite, da vam je uničila kip. Nori ste, da verjamete vanjo. Zato boš se plačala, Drznado. Dobro, zdaj bo dovolj. Hvala, ker ste me pomagali spametovati. Res sta pravi prijateljici. Se hecaš? To je bilo carsko!
Samo veseli smo, da si spet dobra stara ti. Jaz tudi. Veseli pa me, da sem ugotovila, da tudi če se boriš za nekaj dobrega, še vedno odgovarjaš za svoje dejanja. In če se zgodi kaj slabega, ker nisi nameraval, ne smeš obupati ali izgubiti upanja vase. Ja, stvar moraš samo popraviti. To lahko uporabiš v svoji novi knjigi. Veš kaj? Najbrž bom res. Ja, to! Wow! Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.